Poglejte naslove in pomislili bi, da gospodarstvo cveti. Delnice so na rekordnih višinah, podatki o zaposlenosti so videti dobri, ampak to ni celotna zgodba. Medtem ko je S&P 500 podiral rekorde v začetku leta 2026, so nekateri najpametnejši vlagatelji v državi kupovali podjetja zgrajena okoli ene stvari – ljudi, ki jim zmanjkuje denarja. In morda vam to pove vse, kar morate vedeti o tem gospodarstvu. Kajti, ko bogati začnejo vlagati v zastavljalnice, ne stavijo na blaginjo, stavijo na obup. Prvo poglavje – iluzija stabilnosti. Na prvi pogled Amerika izgleda zdrava, brezposelnost je nizka, plače pa počasi rastejo. Srednji razred je stabilen, vendar to ni povsem res. V začetku leta 2026 je ameriška centralna banka ocenila skupni znesek dolgov na kreditnih karticah v ZDA na približno 1,28 bilijona dolarjev, pri čemer ta številka vsako leto narašča za nekaj odstotkov. To se dogaja, medtem ko delodajalci poročajo o stabilnem izplačevanju plač. Potrošniško razpoloženje pa se podira pod težo vsakodnevnih stroškov. Cene živil, goriva in komunalnih storitev so prehitele rast plač pri srednjem sloju. Nobena od teh stvari se ne pojavi v poročilu o zaposlovanju, a se pokaže v zastavljalnicah. Največji ponudniki so v drugi polovici leta 2025 poročali o rekordnih storitvenih pristojbinah. Ta trend se je nadaljeval tudi v začetku leta 2026. Tudi obisk v primestnih nakupovalnih centrih ponovno narašča. A najbolj razkrivajoče je, kaj ljudje dejansko počnejo v teh trgovinah. Med 80 in 90 odstotkov zastavljenih predmetov je na koncu odkupljenih nazaj. To nakazuje, da ima večina strank redno zaposlitev in uporabljajo posojilo, da premostijo obdobje med plačami. Odprete lahko Wall Street Journal in vidite naslove, ki kričijo o močnem gospodarstvu in stabilnem trgu dela. Medtem pa se v istem tednu finančno stanje gospodinjstev ruši. Plače še vedno prihajajo, vendar denar izginja hitreje kot prihaja. Torej, če plače prihajajo, zakaj družine zastavljajo svoje stvari samo da preživijo mesec? Drugo poglavje – nevidni zmagovalec. First Cash Holdings upravlja več kot 3300 zastavljalnic po Združenih državah Amerike, Latinski Ameriki in Združenem kraljestvu. V obdobju 12 mesecev, ki se je končalo aprila 2026, se je delnica približno podvojila. Z vrednosti okoli 120 je zrasla na najvišjo vrednost 227. S&P 500 je v istem obdobju dosegel le delček te rasti. To je takšen vzpon, kot bi ga pričakovali od naprednega AI laboratorija ali biotehnološkega podjetja, ne pa od verige prodajaln, kjer je povprečna transakcija posojilo zavarovano z uro. First Cash je v prvem četrtletju 2026 poročal o prihodkih v višini nekaj več kot 1 milijardo dolarjev, kar je 26% povečanje v primerjavi z lanskim letom. Zastavna posojila v bilanci stanja so dosegla rekordnih 851 milijonov dolarjev. Skupna sredstva pa so presegla 5,4 milijarde. To je znak cvetočega posla. Podjetje je celo zvišalo svojo napoved za celotno leto 2026 po posodobitvi konec aprila. Zaradi te novice je delnica močno poskočila. Najhitreje rastoča postavka v podjetju First Cash Holdings ni preprodaja zastavljenega blaga. To so sama posojila. Ni pomembno, kaj se prodaja, ampak kako hitro raste dolg zoper premoženje gospodinjstev. To je tisto, kar trg nagrajuje. Primerjajte to s tehnološkim podjetjem. Rast običajno izhaja iz novih pogodb ali širitve v nove države. Tisto, kar se povečuje, je programska oprema. Tukaj pa se povečuje obup. Komplet vrtalnikov za 150 dolarjev se zastavi, da se pokrije popravilo avtomobila. Če to naredite 1000krat po predmestnih prodajalnah, dobite dobičkonosnost, ki bi zavidalo marsikatero programsko podjetje. To je stalen tok kratkoročnih posojil zavarovanih s vsakodnevnimi predmeti. Veriga zastavljalnic na cenovnem grafu že spominja na Nvidia, kar je opazila tudi Wall Street. Predvidevajo, da bo portfelj posojil še naprej rasel. In to je ključ, saj deluje le, če vedno več ljudi potrebuje kratkoročni denar, da prebrodijo mesec. Z drugimi besedami, zgodba o rasti ni več povezana s širitvijo. Temelji na tem, da se pritisk na srednji razred še naprej odraža v številkah. Tretje poglavje – Rolex v predmestju. Predstava, ki jo ima večina ljudi o stranki v zastavljalnici, je že desetletja zastarela. Vključuje prodajalno v središču mesta, neonski napis, vrsto prašnih kitar in stranke, na katere je bančni sistem že pred leti obupal. To ne drži. Višina posojil se spreminjajo pa se tudi stranke, ki jih jemljejo. Zaposlene družine prihajajo vse pogosteje. Ženske zastavljajo podedovan nakit.
Lastniki malih podjetij prihajajo z urami Omega in Rolex, medtem ko obrtniki prinašajo svoje orodje. Nekatera od teh so vredna 1000 evrov, nekatera pa dosežejo 3000 v enem samem obisku. Današnje stranke imajo plačilne liste, imajo pokojninske sklade, a še vedno prihajajo skozi vrata, ker se na koncu meseca številke ne izidejo. Gospodinjstva s srednjimi dohodki, ki zaslužijo med 60 000 in 100 000 evrov na leto, zdaj predstavljajo pomemben delež nove rasti strank. Mnogi uporabijo posojilo za kritje obroka. Za hipotekarno posojilo nekateri manjši delodajalci ga uporabijo za izplačilo plač v petek, ko je račun zapadel prepozno. EasyCorp je drugi največji javno kotirani zastavljalni operater in njegovi rezultati za drugo četrtletje fiskalnega leta 2026 so skoraj neverjetni. Skupni prihodki so se povečali za 46% na skoraj 447 milijonov dolarjev. Zastavljalni krediti so dosegli 349 milijonov. Povprečni znesek posojila je poskočil 160 v letu 2020, 2 na 240 dolarjev v letu 2026, kar je 50% povečanje v samo 4 letih. Tudi prodaja zlatarskih ostankov se je povečala za 64%, k čemu so pripomogle naraščajoče cene zlata. Cene zlata so blizu večletnih rekordov, kar pomeni, da lahko zastavljalnice posodijo več denarja za manj predmetov. Porocni prstan, ki bi leta 2023 prinesel 180 dolarjev, bi lahko v začetku leta 2026 prinesel 320. To privablja zavarovanje z višjo vrednostjo in začeli so prihajati tudi posojilojemalci z višjimi dohodki. Pediatrična medicinska sestra v Phoenixu vstopi v torek s teniško zapestnico svoje babice. Ni v krizi v dramatičnem smislu, še vedno ima redno službo in na papirju normalno življenje, a njena klimatska naprava je pravkar odpovedala. Njena kreditna kartica je na limitu in bančno posojilo ne bo pravočasno izplačano. Do petka potrebuje 400 dolarjev. Na drugem koncu mesta vstopi monter klimatskih naprav s kompletom nasadnih ključev. Ta je vreden več 1000 dolarjev. Potreboval bo 900 dolarjev, da pokrije vrzel v izplačilu plač. Z njegovim podjetjem ni nič narobe, le časovno se ni izšlo. Oba na koncu pristaneva na istem mestu. Če ljudje z zaposlitvijo in premoženjem vse pogosteje uporabljajo zastavljalnice za premoščanje kratkih obdobij, potem to ni resnično vprašanje zaposlitve. Gre za vprašanje časa. Zato ta celotna industrija raste. 4. poglavje. Bančna puščava. Če se sprehodite po glavni ulici skoraj kateregakoli ameriškega predmestja, zgrajenega med letoma 1970 in 2000, boste videli fasade bank. Na njihovem mestu so zdaj saloni za nohte, začasne trgovine ali napisi za najem. Tam, kjer je bila nekoč regionalna banka z avtomatskim okencem in blagajnikom ob sobotah, je zdaj ograjen prostor, ki čaka na prenovo. Od leta 2017 do 2025 se je nacionalna bančna mreža zmanjšala za skoraj 15% s približno 68 000 poslovalnic na okoli 73 000. Samo v koledarskem letu 2024 se je zaprlo več kot 900 bančnih poslovalnic. 16 največjih bank je bilo odgovornih za 800 od teh zaprtij. Podatki za leto 2025 kažejo, da je izginilo še nekaj 100 poslovalnic. Geografija je pomembnejša od števila. Filadelfijska centralna banka je ugotovila, da je ZDA med letoma 2019 in 2023 izgubila približno 5400 bančnih poslovalnic, pri čemer je bilo največ zaprtij v predmestjih s srednjimi in višjimi dohodki. A vendar je bila škoda sorazmerno gledano uničujoča drugje. V soseskah z nizkimi dohodki in večinsko temnopolto populacijo so poslovalnice izginjale bistveno hitreje, kar je hitro pospešilo nastanek bančnih puščav. Vzemimo kraj, kot je Litonija v Georgiji, predmestje s srednjimi dohodki jugovzhodno od Atlante. Med letoma 2020 in 2025 so poslovalnice po celotnem okrožju Cobb vztrajno izginjale. Medtem ko so se zapirale poslovalnice Wells Fargo, so se zaprle tudi poslovalnice Bank of America in Truist Financial. Tradicionalna bančna prisotnost se je zmanjšala, vendar pa napisi za zastavljalnic ob cesti Highway 124 niso ugasnili. Pomnožili so se. Enak vzorec se ponavlja v predmestjih po vsej državi. Bančne puščave, območja brez bančne poslovalnice v razumni bližini so se med letoma 2019 in 2023 povečale. In na prizadetih območjih dostop ni le izginil, raztegnil se je. V teh prizadetih soseskah se je povprečna razdalja do najbližje poslovalnice povečala za približno 1,5 do 2 mili v primerjavi z nekaj leti prej. To pomeni, da se je najbližja možnost za hitro osebno bančništvo vedno bolj oddaljevala. In za vse več gospodinjstev se ta vrzel zapolni povsem drugje. Iste primestne četrti, ki so izgubile svoje zadnje poslovalnice za osebni obisk, so tudi četrti, kjer so se zastavljalnice najhitreje širile. Ena oblika posojanja je bila iz teh poštnih številk skoraj istočasno umaknjena, kot je bila uvedena druga oblika. Poglavje 5. BNPL prehod.
Večina srednjerazrednih gospodinjstev se ustavi še nekje, preden sploh pridejo do pulta v zastavljalnici. Ne izgleda kot posojilodajalec, izgleda kot gumb za zaključek nakupa. Kupi zdaj, plačaj kasneje je bil predstavljen kot finančna vključenost, 4 enostavni obroki in brez obresti, če plačaš pravočasno. To je enostaven način, da razdeliš nakup v vrednosti $300 na 2 plači. 3 največji ponudniki so Affirm, Klarna in Afterpay. Samo Affirm je leta 2025 obdelal več kot $34 milijard. Klarna pa zdaj po vsem svetu služi približno 150 milijonom aktivnih uporabnikov. Medtem pa so tudi PayPal, Apple in celo Amazon uvedli svoje možnosti plačila kasneje. Ta storitev je v približno 5 letih iz nišne funkcije postala privzeta možnost. Richmondska podružnica ameriške centralne banke je spremljala rast te kategorije, pri čemer se je obseg transakcij vsako leto povečeval z visokimi dvoštevilčnimi stopnjami. Vse več nakupov poteka prek obročnih načrtov, ki večinoma obidejo tradicionalne kreditne urade. Te aplikacije običajno ne izvajajo strogih kreditnih preverjanj, vendar poročajo glavnim kreditnim uradom in izvajajo mehka kreditna preverjanja. A to še vedno pomeni, da lahko kupec združi 4 načrte prek Affirm, Klarna, Afterpay in trgovinske kartice. Urad za finančno zaščito potrošnikov je na to opozoril. Uporabniki BNPL imajo običajno višje stanje na kreditnih karticah in osebnih posojilih kot tisti, ki tega ne uporabljajo. Zamudnine se kopičijo, uporaba postaja vse pogostejša in na koncu gospodinjstvo naleti na zid. Ko se limiti BNPL izčrpajo in se kreditne linije zaostrijo, ostane ena očitna možnost, kam se obrniti. Vedno večji delež strank zastavljalnic očitno prihaja iz gospodinjstev, ki so najprej močno uporabljala storitve kupi zdaj, plačaj pozneje. Zastavljalnica ne poroča agencijam, ne zanima je kreditna zgodovina, zanimajo le posojilo. Če pa je to res zgodba o rasti, je naslednje vprašanje jasno. Kdo je pravzaprav lastnik tega? 6. poglavje. Institucionalni najemodajalci. Za izložbami je lastniška struktura precej drugačna. Podjetje First Cash Holdings je približno 80% v lasti institucionalnih vlagateljev. Februarja 2026 je skupina Vanguard Group imela v lasti približno 9% podjetja, kar je vredno okoli $650 milijonov. Podobno količino ima tudi BlackRock. Pod njimi je na stotine manjših vlagateljev. To so ista podjetja, ki upravljajo vaš 4N01. Denar teče v obe smeri hkrati. Ista podjetja, ki ljudem pomagajo varčevati za upokojitev, so hkrati vložena v podjetja, ki služijo, ko gospodinjstvom zmanjka denarja. Na eni strani upravljajo dolgoročne prihranke, na drugi strani pa imajo v lasti deleže podjetij, ki priskočijo na pomoč, ko nekdo nujno potrebuje $300 ali $500. Nič od tega ni skrito, vse je javno, vendar to ustvarja nenavadno prekrivanje. Denar, ki naj bi varoval vašo prihodnost, je v istem sistemu, ki ima dobiček, ko postane težko. In to je tisti del, ki ni očiten, dokler ga ne izrečeš na glas. Zakaj največji upravljavci premoženja na svetu vlagajo milijarde v sistem, ki očitno ustvarja dobiček, ko so njihovi lastni pokojninski vlagatelji pod pritiskom? 7. poglavje. Past donosnosti. Založnice ne izgledajo drage, dokler ne pogledate vključenih stroškov. Glede na zvezno državo se stroški v zastavljalnicah gibljajo približno med 60% in 240% efektivne letne obrestne mere. Običajna kreditna kartica ima običajno obrestno mero v nizkih 20%. To ni majhna razlika. To pomeni, da lahko posojilo v višini $500, zavarovano s poročnim prstanom za 90 dni, ustvari približno $300 stroškov in obresti. Bančno posojilo za istih $500 v enakem obdobju, približno $15. Gre za isti denar in isti čas, vendar popolnoma drugačne stroške. Večina predmetov v zastavljalnici, približno 80 do 90% stvari, jih stranke odkupijo nazaj, tako da se zavarovanje običajno vrne. Toda stroški ne, ti so zaklenjeni. In to pomeni, da lahko isti stranke znova in znova krožijo skozi sistem. Vsakič plačujejo za hitrost in dostop. Ta sistem ima še eno prednost. V mnogih primerih se to ne pojavi v vaši kreditni evidenci. Ne gre skozi isti sistem odobravanja. Sledi povsem drugačnim pravilom, ki jih določajo zakoni zveznih držav o zastavljalništvu, ne pa tradicionalni kreditni standardi. Če vse to združimo, postane to zelo specifična vrsta posla. To je hiter denar, zavarovan z nečim, kar že imate v lasti. Rezultat je trg, ki nenehno raste. Ne zato, ker bi ljudje kupovali več luksuznih predmetov za zastavo, ampak zato, ker vedno več ljudi znova in znova uporablja iste predmete, samo da preživijo mesec. Ko pa pogledate vse to, se začne pojavljati drugačen vzorec. Dvonivojski finančni sistem, ki je bil zgrajen, medtem ko je bila večina pozornosti usmerjena drugam. 8. poglavje The Great Decoupling.
Zgornjih 20% posojilojemalcev še vedno živi znotraj starega finančnega sistema. Imajo varčevalne račune, hipotekarna posojila, kreditne kartice, investicijske račune. Za njih so banke še vedno videti kot banke, toda pod tem se je tiho oblikovalo nekaj drugega. Tak, ki je hitrejši in dražji, ter ti sčasoma ne pomaga graditi premoženja, pomaga ti le preživeti mesec. In to pokaže razkorak. Vodilni, ki vodijo dele tega sistema, o tem ne govorijo več kot o problemu. Denarne težave običajnih ljudi vzamejo in jih imenujejo spodbuda za svoje podjetje. Ko kupujejo več podjetij, temu pravijo priložnost za rast. Prvotni ameriški sen so temeljile na bankah, ki so si dejansko želele obdržati srednjerazredne družine kot stranke. Zdaj so te družine videne le še kot en način za večji zaslužek. Sistem je zato že vzpostavljen, denar že kroži in podjetja že pobirajo dobiček. Investitorji podpirajo zastavljalnice, ker dobički ne prihajajo od novih izdelkov ali novih strank. Prihajajo iz istih gospodinjstev, za katera je sistem nekoč trdil, da je bil zasnovan tako, da jih podpira. In če so stvari že usmerjene v to smer, je naslednje vprašanje jasno. Kaj se zgodi, ko se sistem popolnoma ustavi? Izvedite v oddaji Kaj če ameriško gospodarstvo propade? Ali pa si oglejte to.